Podpisali pogodbo, na odločbo o sofinanciranju še čakajo. Kmetom ostaja neprodana zelenjava. V sevniškem podjetju se obetajo nova delovna mesta. Lepo pozdravljeni. Po 8 letih od prve pripravljene dokumentacije je dopoldne le prišlo do podpisa pogodbe za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Vanj so poleg nosilke mestne občine Novo mesto vključene Šmarješka, Škocjanska, Šentjernejska in Straška občina, naložbo pa koordinira novomeška komunala. Občine so se za 16 milijonov evrov vredno naložbo odločile kljub temu, da odločbe o sofinanciranju z evropskimi sredstvi še nimajo. Kot smo že večkrat poročali, je imel ta projekt na državni ravni prednost predvsem infrastrukturnimi naložbami. Občine kljub številnim obljubam še vedno čakajo na odločbo. To pričakujejo v tednu ali dveh, pravi novomeški župan Gregor Macedoni. In sedaj je na vladi, najprej na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je dalo že zeleno luč in poslalo službi vlade za kohezijsko politiko, zato pričakujemo samo še to zadnjo piko na i. Po informacijah z službe vlade za kohezijsko politiko bo odločba v drugem tednu septembra prišla v Novo mesto. Danes so tako na Rotovžu podpisali pogodbo o financiranju pripadajočih finančnih deležev za omenjeni projekt. Ta zajema tako ureditev obeh izverov oziroma vodohranov na obeh izverih. Tam bomo uvedli ultrafiltracijo. Torej ta faza, ki jo danes začenjamo oziroma v ponedeljek podpisujemo z izvajalcem pogodbo, bo vredna 4 milijone 600. Celoten projekt skupaj za cevovod in vodohrani pa je v vrednosti 16 milijonov. Za Šentjernejsko občino bi bil 7 let star projekt pomembnejši, če bi ga lahko popravili. Projekt je predvideval industrijsko cono v Kremenu in naj bi se vodovodno omrežje širilo skozi do tam. V resnici pa tega projekta nikoli ne bo. Žal pa ne moremo ta sredstva prekanalizirati na drugo področje, kjer bi pa dosegli samo oskrbo z vodo. Kljub temu občina ostaja soudeležena, pravi Luzar, saj je pomembno, da bodo občine skupaj povezale vodovodno omrežje, s čimer bodo dosegli stabilnost in kakovostno vodo za prihodnje generacije. V Škocjanski občini bodo hidravličnih izboljšav deležni. Ta spodnožja Tomažja vas, spodnji del Vinive in ta del in potem se nadaljuje proti Dobrovi, recimo in Šentjernejška občina naprej. Je pa tle so predvideni zdaj dodatni cevovodi povezave, ki bojo te kapacitete tudi zagotavljale. Naložba je nujna. Osrednji črpališči Jezero in Stopiče sta stari več kot 30 let, še desetletje več pa glavni, še azbestno-betonski cevovodi. Ključni problem je seveda motnost vode na dveh vodnih virih, Jezero in Stopiče. Mi črpamo večino te vode površinsko, kar pomeni vsako deževje vpliva na motnost. Z ultrafiltracijo na obeh vodnih virih omogočamo to, da bomo v cevovode pošiljali bistro vodo. To najpomembnejšo fazo za občane, gradnjo obeh vodarn z ultrafiltracijo, naj bi izvedli v 8 mesecih od podpisa pogodbe z izvajalcem, podjetjem Esoteh iz Velenja, ki bo v ponedeljek. Računamo, da druga faza se bo začela v roku meseca ali dveh in ta druga faza pa bo nekoliko dobro leto do popolnega zaključka projekta. Ta pa bo obsegala 4 vodne zbiralnike z zmogljivostjo 4700 kubičnih metrov in gradnjo 40 kilometrov cevovodov. Ključno je torej povečanje prostornine vodohranov. Trenutno nam recimo ob defektu, ki zagotavlja vodo samo 2 uri, čez 2 uri je Novo mesto lahko brez vode. Zdaj ga povečujemo, da bomo vsaj en dan zdržali v primeru okvar ali česa drugega. Projekt hidravlične izboljšave je bil sicer pripravljen v sklopu prejšnjega kohezijskega obdobja, a bo 85% sofinanciranje veljalo tudi v novi perspektivi. Evropa je ta čas preplavljena z zelenjavo, ki je preveč, da bi jo prodali. V Sloveniji jo tržno pridelamo 32% več glede na leto 2010, a bistveno večja težava, zaradi katere so kmetje prisiljeni viške zelenjave uničevati, je ruski embargo. Na naš trg prihaja tuja zelenjava po mizerno nizkih cenah, Slovenci pa smo vrtičkarji, ki veliko pridelamo sami. Z viški neprodane zelenjave se tako sooča večina kmetov.
Glede na velikost so pa 2-3 tisti, ki so izrazito oškodovani v tem primeru, ker ni gre za manjše količine, konkretno pri enem gre za 40 ton, pa pri drugem za 10 in tako naprej. Smo letos za večje pridelke kot v lanskem letu iztržili precej manj denarja. Eden večjih pridelovalcev, od katerega zadruga odkupuje zelenjavo in sadje, pove, da so letos prodali več zelenjave kot lani, a to zaradi nizkih cen ne pomeni veliko. Pridelki so dobri, so pa cene, so pa mislim, da tam za 30-40% nižje od drugih let. Najbolj je na to vplivala ruska prepoved uvoza. Druga stvar je pa še nepovezanost pridelovalcev v Sloveniji, ne? Zato, ker vsi stremijo s tem, da smo pridelovalci čim bolj razdrobljeni, da vsak dela sam, da se ga s tem čim bolj stisne. Turkovim je zaradi hitrega zorenja in uvoza tujega ostalo veliko paradižnika. Mesec dober smo ponudili ta paradižnik. Trgovci so obljubljali, bomo jutri, bomo drug teden, bomo. Danes po mesecu pa pol ta paradižnik ni več uporaben. Ne za razdeljevanje, ne za kuhanje, tako da lahko ga damo samo na kompostni kup. Kar so tudi storili s približno 30 tonami, zato so deležni očitkov, zakaj viškov niso razdelili. A to je povezano z dodatnimi stroški. Ker tudi razdeljevati moraš po nekih tržnih standardih, kar pomeni, da moraš kalibrirati, pakirati in potem še razvozati in je to seveda nemogoče. Če bi mi pred mesecem dni vedeli, da te zelenjave ne bomo mogli prodati, bi jo mi sigurni, da začeli razdeljevati, ne? Bi spustili ljudi noter pa da pobirali. Vendar mi imamo 15 ljudi zaposlenih, mi moramo za teh 15 ljudi plače dati na mesec, moramo prispevke državi plačati, drugače nas blokira. Po evropski uredbi, ki velja od začetka avgusta, je sicer predviden ukrep umika zelenjave s trga zaradi tržnih viškov, a naša država z njo zamuja. Uredba med drugim zajema brezplačno razdeljevanje viškov, a ko bo ta pri nas sprejeta, bo večina zalog zelenjave že propadla, poudarjata naša sogovornika. Družinsko podjetje Sava Auto obeležuje 20 let, v katerih so se iz trgovinice z avtomaterialom z enim zaposlenim razvili v ponudnika blaga in storitev na več področjih. Zgradili so poslovni kompleks v Boštanju in Sevnici. Slednjo zdaj dograjujejo. Bowling Deluxe je bil postavljen pred 5 leti. Prek 2 milijona evrov vredna naložba je polepšala novi del Sevnice in unesla novo ponudbo. Zdaj stavbo prenavljajo, ker se širi trgovski del. Takrat pač nismo imeli toliko sredstev, da ga bi v kompletu dokončali, zato nam je prvo nadstropje še tudi ostalo prazno. Sedaj pa z manjšo dograditvijo in pa z novimi vložki v to nadstropje želimo nekako to ponovno renovirati. V nadstropju bo trgovina Intersport, ki jo bodo preselili iz boštanskega poslovnega objekta. Tam se bo predvidoma razširilo trgovino z avtomaterialom. Ob Intersportu v Sevnici bo še nekaj druge ponudbe za šport in prosti čas, pravi Jamškova. Sama investicija bo okrog blizu milijona, ker gre tudi za precej velik vložek v samo opremo. Zaključen bodo dokaj hitro, tako da računamo, da bomo z začetkom zimske sezone se tudi preselili. Odprtje, ki bo oktobra, prinaša nova delovna mesta. Z razširitvijo v tej dejavnosti in še z nekimi investicijami, ki jih nameravamo narediti še v naslednjem letu, ker pač zato v sklopu tega sedanje investicije nismo še pridobili gradbenega dovoljenja, bomo zaposlili še kar tam 5 do 8 ljudi. Iščejo profile, ki jih je kljub veliki brezposelnosti najtežje najti. To so predvsem gostinci, kuharji, natakarji, pa seveda tudi trgovski profil, čeprav se to zdi dokaj enostavno, samo naši zaposleni praktično niso skladiščniki, ampak naši zaposleni so v trgovini so praktično komercialisti, strokovni sodelavci, tako da tudi ta profil ni tako enostavno najti. Sava Auto deluje v okolju z nizko kupno močjo, zato se nekatere naložbe podjetja nikoli ne bodo povrnile. Vendar cilj ni samo dobiček, ampak zavest, da ustvarjajo v domačem okolju in v skupnosti nekaj naredijo, dodaja Jamškova.
Prostovoljno gasilsko društvo občine, ki šteje 134 članov, od tega je 22 operativnih, praznuje letos 80 let delovanja. Ob tej priložnosti so namenu predali prenovljen gasilski dom, ki je zdaj bolj funkcionalen in omogoča varen izvoz gasilskih vozil na cesto. Pobudo za prenovo gasilskega doma je dal prvi mož krajevne skupnosti Kneževas Alojz Špec. Nato so ustanovili gradbeni odbor in resno pristopili k delu. Kajti začeli smo delati 1. maja, imeli smo srečo z izvajalci, res so vsi pomagali. Moram reči, da so bili gasilcem naklonjeni neverjetno. V obnovo so gasilci vložili več kot 2000 prostovoljnih delovnih ur. Dom je zdaj v celoti prenovljen. Prostore, se pravi, tudi funkcionalno smo jih predelali, smiselno preuredili, neke odprtine, neke zazidali, nove naredili prehode, tako da je to v bistvu dom, ki je v trendu sedaj. Funkcionalen, varen, se pravi za uporabo, se pravi pri intervencijah. Obnova doma presega finančne zmogljivosti društva, zato si pomagajo z različnimi akcijami, računajo tudi na pomoč sponzorjev, donatorjev, Gasilske zveze Trebnje in občine Trebnje. Društvo je bilo sicer ustanovljeno leta 1935. Potem se je pa to počasi razvijalo, naslednje leto so že začeli graditi prvi dom in potem naslednje leto tudi prva motorna brizgalna, seveda manjših zmogljivosti, potem pa vsakih toliko let napredek dosežek. Obnova je bila tudi na nekaj let, dvakrat v tem času do sedaj je bila tudi že obnovljena. Danes je društvo zadovoljivo opremljeno, člani pa ustrezno usposobljeni. Operativa je zadovoljivo opremljena, hodimo na razna izobraževanja, tekmovanja, za katere pridno vadimo in se na njih tudi radi družimo. Gasilcem sicer ne manjka nadaljnjih načrtov, med drugim bi radi v prizidku uredili muzejsko zbirko. Novomeški šolski center se lahko pohvali z uspehi svojih dijakov v minulem šolskem letu. Na poklicni maturi so imeli 22 zlatih maturantov, pa tudi na tehniški gimnaziji, kjer so bili 4 zlati maturantje, so zabeležili dosežke nad državnim povprečjem. Prav tako so zadovoljni z vpisom v novo šolsko leto, ki je podoben lanskemu. Obiskovalo jih bo približno 3000 dijakov in dijakinj. Izjemen vpis beležijo na področju tehnike in programov vezanih na človeka, torej v zdravstvu, kemiji, farmaciji in kozmetiki. Žal se pa nadaljuje recesija na področju gradbeništva in lesarstva, kjer je pa vpis manjši. No, ampak glede na spodbude, da se tudi te panoge začele razvijati, pričakujemo v bodoče, da se bo tudi na tem segmentu zanimanje za te poklice povečalo. Sicer pa so na Centru srednjih in višjih šol popolnoma pripravljeni na začetek šolskega leta 2015-16. Kadrovsko so v celoti pokrili potrebe po učiteljih, poudarja David. Organizacija pouka ostaja enaka kot preteklo leto, kar pomeni, da bomo celotni pouk imeli v eni izmeni, kar je tudi zelo pomembno za prihod in odhod dijakov. Njihov šolski okoliš je namreč izjemno velik, saj obsega Dolenjsko, Belo krajino, Posavje, sega pa tudi dlje. Letošnja novost je preselitev programa predšolska vzgoja iz Metlike v Novo mesto, kar so prostorsko in organizacijsko uskladili. Intenzivno pa v tem trenutku teče tudi nadzidava medpodjetniškega izobraževalnega centra, kjer bomo zagotovili 8 dodatnih učilnic in s tem bomo tudi v okviru šolskega centra zagotovili normalne pogoje delovanja. Medtem pa bodo dijaki v prostorih višje strokovne šole. Tudi letos je v Novem mestu potekala poletna šola, v okviru katere so se otroci na sproščen način učili osnov kitajskega jezika in spoznavali kitajsko kulturo. Česa so se v 10 dneh naučili, so predstavili na včerajšnji zaključni slovesnosti v parku Rastoče knjige ob knjižnici Mirana Jarca. Poletna šola, imenovana Čarobne kitajske počitnice, je namenjena otrokom starim med 8 in 15 let. Obiskali so adrenalinski park, se kopali, predvsem pa ustvarjali na različnih delavnicah. Imeli smo delavnico ustvarjanja magnetkov in brošk, vse bo seveda na temo kitajske kulture. Potem smo izdelovali pahljače, maske, lampione, izdelali smo tudi kitajski zid, potem smo odšli tudi v Xi'an, tako da smo naredili tudi glinene vojščake. Kitajski zid sem delal pa vojščake.
Učili smo se kitajskega jezika, pa pismenke, potem popoldne smo imeli različne aktivnosti, kjer smo neke izdelke delali. Vsako leto sodelujejo tudi kitajski učitelji, saj želijo otrokom približati kitajščino. Obeta se lep konec tedna, zato ga maksimalno izkoristite. Hvala za pozornost in nasvidenje.